Preden pa gremo skozi anime, v bistvu bi rad šel mal skozi Memory Lane. To obstaja. Ja, spomini dlje kot samo eno leto nazaj, rad bi šel 13 let nazaj. Zdaj že pa greš nekam. Ja, Juvan, a ti karkoli pomeni datum 27. maj 2010? Daj poglej v svoj koledar. Ja, če jaz ne bi imel urnika, kdaj kaj jem, ne bi niti to vedel, kaj sem jedel včeraj. Okay, fair. Kaj se je zgodilo takrat? Fair. Bom te drugače vprašal. Mogoče veš, kdaj smo se prvič spoznali in kako je ta najen spoznavni dan Grindr že obstajal takrat. Grindr. Niti sam ne vem točno, kater datum je to bil, ampak 27. maj 2010 mi je ostal še v posebej lepem spominu zaradi tega, ker takrat se je dogajal en zelo zanimiva okrogla miza v mariborskem inkubatorju, kjer ste govorili o animejih in mangah, ko so bili anime in mange še nekaj, kar gledajo samo geeki, nekaj, kar je bilo v bistvu zelo obskurno v naši družbi. Takrat sem bil jaz tudi prvič, mislim, da v publiki in nekako smo se midva pogovarjala kot oba sodelujoča znotraj Slo Anime, jaz kot prevajalec in ti kot v bistvu admin in urednik Slo Animeja. Ker Slo Anime na začetku je bil v bistvu samo neka platforma, kjer se širijo novice, kjer je v bistvu stična točka pred tistim vzponom socialnih medijev za vse anime fane v Sloveniji. Se pravi, imeli so možnost brati novice, najnovejše novice iz industrije, japonske popkulture, forum je bil neka kongregacija za vse fane pred nekim socialnim medijem, ki so lahko diskutirali v najnovejših animejih. Še niti novic nisi imel nikjer, pa nič nisi našel. Exactly. In zame je bila še posebej zanimiva v bistvu zbirka knjižnica slovenskih podnapisov, zato ker sem bil takrat zelo v bistvu angažiran v prevajanje. In nisem razumel, zakaj takšna stigma proti slovenskemu jeziku nasplošno v animejih, v mangah, ker nekako vsi, seveda, po eni strani anime in mange nikoli niso bili nekako deležnik v slovenščini, ampak jaz sem želel takrat to spremeniti in ker sem bil pač zelo angažiran v prevajanje, me je Juvan v bistvu povabil, da postanem del te SISAP skupine, ki je nosila knjižnico vseh slovensko podnaslovljenih animejev. To je bilo dejansko šele 2011, ne 2010. To je bilo 2010 in takrat, ja, spomnim se, da me je povabil na to okroglo mizo in takrat sva se nekako tudi bolj nekako angažirala, Slo Anime mora postati neko mesto, kjer lahko širimo več samo kot neke novice, ampak je to, se pravi, res neko... Ustvarjamo vsebino. Mogoče me lahko v bistvu popelješ skozi to okroglo mizo, kako se je to sploh zgodilo takrat, ker animeji niso bili nekaj, kar bi v bistvu društva želela ful širiti, ne? Midva sva pa nekako takrat to zaresno zagrabila, ne? In Slo Anime je potem šel samo navzgor. Dobro sem me najdel v bistvu za to okroglo mizo. Dobro sem me spomnil na to okroglo mizo. Tudi sem čisto pozabil, da smo jo takrat imeli, dokler nisem tudi na YouTubeu naletel na te posnetke. Nismo niti mi imeli te okrogle mize. Takrat je bila to organizirana strani takratnega Ne, Slo Anime ni bil organizator, sprav kulturni inkubator, kjer se je to dogajalo. Mislim, da je dejanski organizatorji se bili mogoče predhodniki Animokoja, ker je dogajalo se v Mariboru, ne? Ampak gostje so bili, naprimer, da malo povzamem, to se bo mogoče kakšni member-berry spomnili, ampak ti si bil kot, se pravi, predstavnik Slo Animeja. Potem si imel novoletke, oziroma iz prejšnje novoletke, ja. Mislim, da je bila Špela Cvajnar, Andreja, ki je bila del Chibi Ripa, ki je včasih prevajal mange, in pa Miha Jenko, a.k.a. Sid, kot, ne vem, pač starosta slovenskega anime communityja, ki je, vedno imaš nekega analizatorja slovenske scene, nekoga, ki se zelo spozna na anime. To je tisti naš goreč fan.
naš goreč fan. Ja. V bistvu, on je res starosta slovenske scene, pač imajo tudi, koliko razumem, neko svojo obskurno manjšo skupnost, kjer delijo svoje osebne, to each their own, okay? Whatever. Ampak takrat nekako se mi zdelo, da zdaj sem pa postal del Sloanime, ker ne vem, nekako slovenski podnapisi so postali se mi zdi bolj aktivni takrat, ne. Kako si ti videl to okrog mizo? V tistem času smo predvsej bolj bili angažirani tudi glede teh prevajanj, se mi zdi. Da smo imeli kar nekaj ljudi, ki so se s tem tudi ukvarjali, recimo. Ne? Slovenski podnapisi so bili čas, bom rekel, fansabi, ne bom rekel slovenski podnapisi, ampak fansabi so bili veliko bolj iskana roba, zaradi tega, ker še niso obstajali zares streaming servisi, ki jih danes poznamo. Ne? Crunchyroll, Netflix, Disney Plus in tako naprej. Nič od tega ni obstajalo. Kar je zanimivo, da je Juvan v bistvu naredil svoj streaming servis že takrat na Sloanimeju. Mislim, da se ti naredil, neka multimedija se je imenovala. Predhodnik Netflixa. Nekaj sem probal, ampak večina bazira bolj na torrentih, ne toliko na streamingu. Ampak si tudi, spomnim se, naredil nek video player. Ja, sam to, veš, je bil takrat večji problem, kam spraviti te file, ker je bil ta sharing itak prepovedan, ne? Plus velikost filov je bila večja, kakor so ti ponujali običajno hostingi. Danes to ni več tako problem, včasih je pa to bilo. Ja, ampak spomnim se, da glede SipSapsa si ti mene kontaktiral. Kako sem jo sploh našel, takrat se mogoče spomniš? Ne, so pa res ne. Ker jaz sem začel prevajati 2005 ali 2006, ampak tako, da je Partis, takrat še Tracker, imel neko svojo prevajalsko DVD RIP skupino, ne, bi lahko rekel, ki je imela dejansko zelo v bistvu dosledno razporejene vloge. Prav, imel si neke riperje, ki so se ukvarjali samo s tem, da so zbirali DVD-je pa Blu-raye, pridobili ta videomaterial in potem si imel določeno skupino prevajalcev, pa tudi lektorjev, se pravi, ko si ti naredil nek sestavek, nek podnapis, si ga potem poslal še lektorju, ki ga je pregledal in potem je šel ta back and forth. Zadeva je bila zelo resno, zelo profesionalno zgrajena. Se tudi smo se probali tega nekako posluževati, ampak ni vedno šlo. In dolg časa sem bil v tem torrent krogu, potem pa si me naenkrat ti kontaktiral, sem bil ker SipSap si bil takrat že precej v bistvu velika in znana skupina, ker je deloval znotraj Sloanime, torej community ga je že poznal in sem bil, tako, če bi dejansko sodeloval v Sloanime in SipSapsom, bi lahko dejansko svoje podnapise pušal do več ljudi, so let's collaborate. Ampak nikoli nisem razumel, v bistvu, zakaj je slovenščina tako obskurna oziroma grdo tretirana, pa nekako ljudje ne želijo videti. Zakaj tak gnev, gnus do slovenščine? Ker kakršnokoli gradivo pač dejansko konsumamo. Čudno je, nepoznano je, veš. Pa ne samo to, jaz bi ti rekel, da so travme, ko greš v šolo in si prisiljen se učiti slovenščino in ti ne gre in potem se mučiš in potem ne želiš je sprejeti niti. Ali pa ti je morda celo malo preblizu potem vsebina, zaradi tega, ker malo bolj začutiš tiste besede, ki se govorijo. Pač podzavestno ne zagrabijo tako angleške, kot nek drugačni občutek. Se mi zdi, da če bereš v tujem jeziku, si čustveno lahko malo bolj udaljen od vsebine, kot če bereš v svojem maternem jeziku. Po mojem, da je to en razlog, drugi razlog pa zna biti tudi, da enostavno nekatere besede, pojme težko prevedeš v slovenščino in zaradi tega potem čudno izpade tisto sporočilo. Zakaj si se ti mogoče na začetku odločil, da boš sploh delal? Ker preden sem jaz se vključil v SipSap, so
veliko podnapisov je bilo v bistvu že narejenih. Ti si, vem, da prevajal Dragon Ball, Pokémon. V bistvu sem štartil s Pokémoni. Okay. Jaz sem bil sem bil navdušen nad Pokémon filmi. Mislim, Pokémon film specifično. Mewtwo fan? Je še en kaseto. Serija je bila saks, tisti mi ni bilo nikoli zagledati, ampak ko sem enkrat odkril filme, sem fucking shit. It has more friendship. Ja, it has more friendship, It has Mewtwo. Da mislim, 5 ali 6 filmov, vem, da sem takrat prevedel. Wow, Vse so še zmeri na podnapisi.net. Do katerega si prišel? Katerega si vse prevedel? Se pravi Mewtwo Returns, verjetno? Žirači, mislim, da je bil... Žirači, mislim, da je bil ta 6. film. Latias pa Latios sta bila tudi vmešana, ne? To je že ful daleč. Ja. Šestki. Mislim, zih je pred 6, po mojem, no. Pač prve 3 poznam. Prvi je pač Mewtwo, drugi je Lugia, tretji je Entei. Entei, tretji. Ja, 4. pa je Mewtwo Returns. Tam sem pa pol ne. Pa po mojem, da je potem Latios, ko so v nekih kvazi Benetkah. Ja. Drži, ja. In kaj je bil razlog, da si se odločil za Pokémone? Mislim, si želel pač izbrati nek naslov, ki je že popularen. He wanted to be the very best. Like no one ever was. Ne, pač ker sem bil res všeč in sem hotel pač deliti to veselje, ja, v bistvu tudi z drugimi, da bi še kdo pač videl te filme, ker so bili res cool. Praktično tudi danes še iz istega razloga prevajam, ker mi je serija res tako dobra, da želim, da v bistvu deliti še z drugimi. Mogoče, ne vem, ne obvladajo tako dobro angleščine, mogoče mačkrat bolj tuja angleščina, you have. Za babico. Ja, recimo. Ne, se to je res, mislim. Ko sem jaz želel moje starše noter spraviti specifično babico, sem mi dal Death Note, ker sem edino vedel za slovenski podnapis. Presenetljivo Death Note v slovenščini, ki ga je prevajalo, bi rekel, mogoče 10 prevajalcev. Dejansko ta projekt prevajanja Death Note se je dogajal še preden sem jaz v bistvu vstopil v CSAP. Če je bil the biggest thing ever. Jaz sem potem na koncu samo kodov in nekako združil vse te podnapise v povezano serijo. Ampak na 2 epizodi so se ti prevajalci spreminjali in slog prevajanja je bil drugačen. Sem potem vzel vse te podnapise, nekako skušal poenotiti slog, da je vsaj imelo smisel. Veš, ker različni prevajalci so različno prevajali iste termine in mi je bilo like, ok, this is gonna be weird, če bo ostalo v tem kontekstu. Nam daš kakšen primer. Kakšen awkward primer. Se verjamem, da se menja, zato ker bo pač serija ni bila tako easy za tudi prevajati. Eni so prevajali light, drugi dobesedno luč. Spomnim se občutka lektoriranja, ampak je od tega, serija je šla 2-6 in je dobesedno 15 plus let od tega. In je skoraj nemogoče se spomniti pač specifičnih terminov. Spomnim se pa pač gneva, ko sem mogel te stile usklajevati. To pa verjamem. So it was kind of difficult, ampak nekako, ko je tvoja želja ne neka finančna pridobitev, ampak samo da širiš svojo ljubezen do skupnosti, nič ni težko. Mislim, intrinzična motivacija je močna. Pa manj te je strah dejansko deliti stvari, ko pač do for fun. Se še vedno te je, ne? That still is. That can still be. Mislim, da se ni veliko spremenilo. Slovenija je še vedno neprofitna organizacija in še vedno delamo samo drug produkt in ga širimo pač brezplačno, ker si pač želimo, da skupnost raste, skupnost prejema v bistvu najboljši možen produkt za kvaliteto, ki jo lahko ustvarimo, neprofitno. Ja, glej, kam smo prišli? Season 2. Smo že v drugi sezoni. Res sem vesel, da je ekipa ostala skupaj, da se je dejansko angažirala, da bo delala to vsak mesec, ker je pač zelo težko uskladiti svoje realne urnike z nekim hobijem. Z nekim, kaj je to idealni urnik? Realni pa idealni oziroma nek navidezni. Is this just a simulation, Juhan? Mislim, vem, da je fan pač tega Savota, tako da. Kako ste se, mogoče vsi ostali, mogoče Gregi pa Dango, kdaj ste se vidva seznanila s Sloanimejem? Jaz sem se seznanil s Sloanimejem, vse to smo že govorili v prvi epizodi, ne? Ki jo lahko pogledate na našem kanalu. Yes. Don't forget to like and subscribe. Ampak, 2008, ko sem naletel na forum, enkrat takrat,
Torej in ko sem pač hotel rentati od kakih animejih, ki mi niso bili všeč. Torej, to je nekako moje prepričanje. Se pravi, vi ste pač delili veselje, jaz sem pa delil moje razočaranje. To je diskusija, da dobiš čim več argumentov iz vsake strani in dobiš neko... Ja, ampak moje so bili vedno pa pravi, ne? Ja, to je res. To je vedno, ja. Fulje je enostavno. Nikoli ne moti. Seveda, zato sem v pravu, ne? True. Čakaj, kaj je razlika med anime pa anime Slovenija? Anime Slovenija je bila nekako anime skupnost pred Sloanimejem. Pravi, moraš vedeti, da prednje Sloanime obstajal, so že obstajala neka društva, neka povezane organizacije, ki so vseeno želeli deliti med sabo, ljudje, ki so si želeli deliti ljubezen do animeja med sabo. In v starih časih je bila... Starih časih. Govorimo o letu 1998, kadar je, mislim, da je leto 1998 nastal Anime Slovenija, ki ga je v bistvu vodila prevajalka prve mange v slovenščino. Lil Dragon. Lil Dragon! Njeno ime je bilo vse posod, to bi rad videl enkrat v življenju. Kdo je to? She's the mystery girl. Trenutno mislim, da ona se že leta ne ukvarja več s slovensko anime sceno. Ampak takrat, predstavljam si, da v tistih časih, ko je bila še v tistih študentskih časih veliko časa imaš prostega, da se ukvarjaš s hobiji, je pač nekako sestavila to spletno stran in tam so se, tako kot na Sloanimeju, se je odvijal nek forum in tam se je nekako kongregirala ta skupnost. Potem takem, ko tako pomislim, jaz nikoli nisem našel Sloanimeja. Jaz sem že bil v skupnosti animejev, pa smo naredili svojo cosplay grupo, pa to nisem nikoli skakal po spletu, da bi iskal. Ti si skakal potem po konvencijah. Ja, exactly. Bolj to. Edino en primer je bil, to pa res, en primer je bil, ko sem šel na internet, pa sem mogel komentirati, kot Gias, ko je umrla ona... ženska, ko je imela rada Leloucha, pa je filo z Giasom, da bi ne bi umrla, ker jo je vstrelil. Shirley. Shirley. Oh my god, tisti moment me je pa tak prevzel, da sem mogel z nekom komentirati. Ja, kakšno je bilo tvoje mnenje glede njene smrti? Žalostno sem bil, pa cool mi je bilo, don't die, pa z Giasom filo. Ok, ja, tisto je bilo res. Tisto je bilo fajn. Ful je bilo fajn. Bila je annoying, ja. Ne reče na njih. Se nisem želel, da postane z njim Shicu iz Best Girl Shicu, bo prinesel figurco njeno, imam že naročeno. Shicu se ful nagražno sliši. Ja, ampak tak je. It's Japanese, Shicu, dva karakterja. Ampak mislim, da je Shicu zaradi tega, ker zgleda kot C. Shicu je zaradi tega, ker ima priimek in ime na C, ziher, ampak nikoli nismo zvedeli. C2, se zaradi tega, ker ona je kao C2, ona je pa V2, ne, ona ta druga. Čisto vsak ima kode. V angleščini je CC, ne? Mislim, ne nujno, zaradi tega, ker Lelouch... Ne, Lelouch je pol tudi v moviju čist na koncu, kdo je gledal movij. Jaz sem gledal movij. Ker movij, mislim, anime se nadaljuje po drugi sezoni. Ne, ampak pazi kave. Ne, ampak pazi kave, je. Movij se navezuje na druga dva movija. Od Code Geassa. Ok, hoteli so popraviti par stvari. Ki sta alternativni timeline. So? Ja, je. Niso. Ne, je, zaradi tega, ker se dejansko drugače odvija. Shirley ne umre, naprimer. Čakaj, res? Ja. Nisem hotel gledati, ker je bilo bedno. Shirley preživi. Alternativni svet, Shirley preživi. Pač hoteli so nekako zadovoljiti tiste fane, ki so... Shirley must die. Ne, it's not about Shirley, pač hoteli so zadovoljiti tiste fane, ki, pač mene, naprimer, ne, ki meni, da je pač najboljši ending, če Lelouch umre, in tiste fane, ki so pač verjeli, da je Lelouch preživel. In so zato naredili potem pač alternativni timeline z 2 filmoma. I don't know. In tretji film je potem nadaljevanje tega timelinea. Nočem še kot Giasa v multivers spraviti. Ja, so tega že avtomatično. Oh my god, vse mora biti dan na multivers. Sam čakaj, se je rekel, a tudi Lelouch zgubi potem svoje ime?
Nikoli ni bilo rečeno, ampak čisto zadnja scena. LL? Ja, on je LL, za šicu hodita nakoli, that was the best ending. Code Geass je v bistvu eden boljših predstavnikov Meke. Meka je bilo včasih... Ni Meka, no, I don't agree. Mislim, je Meka. Meka se precej pojavlja, je nekako večja tematika. To je proxy Jaz battle, nočem Meke gledati, Meka je fuj. Mislim, veliko Meke je v Code Geass, se to moraš priznati. Pa sploh v drugi sezoni, ko je... Mislim, v prvi sezoni bi rekel, da je več tistih velikih bitk, ampak v drugi sezoni je pa res tako who has better mecha wins, basically. Bolj ali manj. Tako...